Dober večer. Lepo pozdravljeni vsi prisotni. Vas pozdravljam v imenu Krožka za družbena vprašanja Anton Gregorčič, ki to nocojšnje srečanje organizira v sodelovanju z Svetom slovenskih organizacij in Zvezo slovenske katoliške prosvete in s finančno podporo naše dežele in urada v Ljubljani. Mislim, da je tema zelo aktualna, zelo pomembna. Imamo med nami najvišjo oblast na tem področju v naši deželi, saj za slovenske šole, tako da bomo z veseljem poslušali njegova izvajanja. Torej, jaz predajam mikrofon Ilariji, naši podpredsednici, da vodi večer. Hvala. Lep pozdrav vsem skupaj. Sem rekla, da že ker bomo govorili o šolstvu, so nam pustili kateder, ne, prav primerno. Imamo tako interaktivno. O 25. obletnici zaščitnega zakona 38/2001 za Slovensko narodno skupnost se bomo nocoj pogovarjali o tem, kako je zaščitna zakonodaja vplivala na razvoj slovenske šole v Italiji, katere pomembne pridobitve je prinesla in kakšni so izzivi ter obeti za prihodnost. O tem, kdo drug, da bi se pogovarjal o tem, kot vodja deželnega urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo, Julijsko krajino, Igor Giacomini. Prvo vprašanje je, ko je bil odobren zaščitni zakon, so vanj vključili 5 členov, ki zadevajo šolstvo oziroma izobraževanje. Gre za člene od 11 do 13, ki se tičejo slovenskih šol, popravi me. Potem pa sta še člena 14 in 15, ki zadevata ustanovitev Deželnega inštituta za raziskovanje na področju vzgoje in slovensko sekcijo na Tržaškem konservatoriju Tartini. Predvsem, kar se tiče členov od 11 do 13, kaj je zaščitni zakon prinesel slovenski šoli? Torej, dobro večer vsem in hvala za vabilo. Moje stališče sem svoj čas že izvajal pred par leti glede tega. Jaz sem med tistimi, ki zakon naj bi izvajal, torej zakon naj bi uporabljal. In torej sem imel marsikatero rezervo, ker gre za zakon, ki je, kot ga imenujejo Italijani, omnibus, se pravi predvideva vsega noter, od zaščite posameznika do tabel, do vidne, torej rabe slovenščine, javni upravi in tako naprej. In so tam noter takrat urinili tudi šolstvo. Gre za, v prvi vrsti za velik politični podvig, to je nedvomno. Takrat smo dosegli Slovenci, smo zakoličili določena načela in to je, bom povedal tudi kasneje, z pravnega vidika oziroma z upravnega vidika, kar se mene tiče, jaz ki ga moram izvajati v prvi vrsti, to je velik problem. To je velik problem, ker gre za načela in bolj preko slejko za pravila. Torej, politični podvig, velik politični podvig, po drugi strani smo verjetno v teh 20 letih potem malo zaspali, ker ta podvig je verjetno v manjšini vseh nas privedel do tega, da morda smo mislili, da zdaj je zgodovine konec, da se nič ne premakne in da torej imamo te, imenujemo jih pravicam, potem bomo videli, da je malo bolj zapletena zadeva. Mi izrabljamo ta izraz zaščita, da imamo zaščito, smo zaščiteni in torej vse se ustavlja, zgodovina, in se to opazi še zlasti na področju šolstva. Zgodovina se ni ustavila, šola gre naprej, se razvija, se spreminja šolska populacija, se spreminjajo številke, se spreminja zakonodaja mimo nas, mimo zaščitnega zakona. In torej, na vprašanje, kaj je prinesel konkretnega šole nič. Ker je bil pa velikanski politični podvig, ne moramo mimo dejstva, da če smo tam zaposleni v deželnem uradu, da imamo en tak urad, je hvala zaščitnemu zakonu, da imamo šolo v Špetru podržavljeno, je hvala temu zakonu. Seveda, nekaj se je uresničilo, nekaj se ni. Člen, ki zadeva IRRE, je prišlo do implicitne abrogacije, se pravi, ga ni več. In to od leta 2007, ampak tega se v manjšini nismo zavedli bolj ali manj, je šlo precej mimo, razen tistih, ki so bili tam, ki so na tem delali. Potem ste omenili seveda
V vašem izvajanju je manjkal še en pomemben člen, to je člen, ki se tiče sindikata slovenske šole oziroma tako imenovanega priznanja slovenske šole. Tako da bi rekel, da za šole je prinesel bolj malo, ker konkretno ne tiče, se ne zadeva dela na šolah oziroma vsebin šolstva in ne regulira šole kot take. Je zakoličil določena politična načela, zaradi katerih smo se prizadevali, manjšina si prizadevala od leta 1977, se pravi od prvih osnutkov začetnega zakona do danes. Problem, kateri je, ki ga opažam jaz in v šolstvu in nasploh, smo zakoničili načela, ki niso pravila. In torej za manjšino ta zakon je dejansko ena ustava. Ampak ustava ponavadi določa načela, potem ne regulira zadeve, jih je treba regulirati z zakonskimi ali podzakonskimi akti. In tega nam ni uspelo in nam ne uspeva. In torej, v prvi vrsti na področju šolstva, kjer še vedno imamo ta problem, da nekako stremimo po avtonomiji, potem bomo govorili verjetno, če bo čas, kaj sploh avtonomija oziroma do kam lahko pridemo s to avtonomijo, kaj pomeni avtonomija za Slovence v Italiji, ker tudi glede tega ostaja ena prazna škatla. Ker če bi jaz vprašal zdaj 10 od njih, kaj pomeni avtonomija šolstva, bi dobil 10 različnih odgovorov, kaj si vsakdo predstavlja za avtonomijo. In torej stremimo še vedno po avtonomiji, ampak recimo pravila nam padajo še vedno na glavo, glede ravnateljev, glede krčenja in tako naprej. In se vsi sprašujemo, kako to, če imamo ta zaščitni zakon, to je, če gledamo na člen 11, nismo uresničili ničesar, recimo, kar se tiče tistih zakonskih pravil, ker jaz ponavljam, to gre za načela, bo za pravila, ki se tiče Videnske pokrajine, ker če vzamemo Špeter in špetersko šolo, v tisti 12. člen, kjer določa natanko tudi, precej natanko in precej zanimivo tudi, kako naj bi delovale italijanske šole v Vidmu, evo tam se ni uresničilo nič in problem, ki bom povedal tudi zakaj, se tudi ne bo uresničilo zaradi šolske avtonomije, ampak to je poglavje zase. Nismo uresničili verjetno do konca zadeve okrog sindikata slovenske šole. Sindikat, kljub temu, da v slovenski manjšini v javnosti je obveljala ideja, da sindikat je zdaj priznan, ampak ni res. In bomo, če boste imeli čas, se vas bo zanimalo, bom tudi povedal, zakaj ni priznan oziroma nima formalnega priznanja. Tako da, kot rečeno, gre za podvig, velikanski podvig, ki ga moramo vsi delati na tem, da se izvaja, ampak od tega podviga političnega do izvajanja začetnega zakona je še kar nekaj dela. Se pravi, podvig, ki kaže na potrebo po dopolnitvi oziroma nadgradnji. Verjetno niti ne, oziroma zahteva po nadgradnji opažam, da raste. Sem celo slišal, da bi rabili zdaj eno dograditev ali pa celo nov zaščitni zakon. Jaz mislim, da iskreno povedano se ne da. Manjšina v tem trenutku nima ne politične moči, pač pa niti enih stališč, da bi lahko šla v to bitko. In v tem oziru lahko že povem, da z navdušenjem pozdravljam ta forum, ki nastaja, ker ta forum bi lahko bil res trenutek, kjer se najdejo 3, 4, 5 izhodišč, ki so pomembne in potem lahko greš tudi v Rim se pogajati glede tega. Če nimamo še mi sami enega stališča okrog šolstva, in je zelo zapleteno vprašanje, ker recimo že, če bi koga vprašal, po vašem mnenju je pozitivno, da dopisujemo Italijane, ne? Še tle se bi odprla debata, ker je bilo konca, gremo do polnoči naprej, ne? Ker tu je odvisno, glede tega problema, iz kakšnega zornega kota se postaviš, se pravi. Če se postaviš politično, boš rekel, ja, jaz sem za to, ker je zelo v redu, zelo fajn, da naše šole so odprte. Potem bo on imel stališče sindikalno, bo rekel, jaz sem absolutno za to, ker gre za delovna mesta. In več otrok je, več delovnih mest je, torej jaz sem za to. Se pravi, skratka, vsak problem v šolstvu se razvija drugače, oziroma na to, kako ga nekdo gleda in kako ga nekdo razvija. Zato pozdravljam ta forum in se bojim pa, da za nadgradnjo zakona jaz ne vidim veliko možnosti. Tudi zato, ker sem sam opazil, oziroma vsi smo opazili tudi v paritetnem odboru, da tudi tam, kjer bi se dalo nadgraditi, recimo okrog zadeve, tudi smo že v zadevi Deželna šolska komisija, tam smo videli jasno, da en del je za, en del je proti manjšine. In ker sem si jaz, lahko že napovem, da sem bil jaz tisti, ki je tudi predlagal to zadevo, svoj čas sem rekel, ker se mi je zdelo genialno v moji bolani glavi, se mi je zdelo genialno, ker ni bilo treba novega zakona
Ni bilo treba iti v parlament, ni bilo treba nič takega. Je bilo treba samo en nov dekret in z novim dekretom bi nagradili zaščitni zakon v smislu večje avtonomije, bom povedal tudi zakaj. In ta zadeva ni šla skozi, nekateri so celo na Primorskem javno rekli, mi tega ne rabimo. Zato verjetno bi bilo treba marsikaj dopolniti, ampak ne verjamem, da smo v stanju to storiti. Predlog okoli deželne šolske komisije, pa kateri je bil, ki ste tudi vi sodelovali pri tem in se je razvila zelo artikulirana razprava. Hvala Bogu. Hvala Bogu, da je bila razprava artikulirana, če ne pomeni, da spimo. Problem je, da iz ene artikulirane razprave potem mora priti nekaj ven, mora nekaj ostati. Se bojim, da ni ostalo nič, ker če mi bomo šolstvo gledali še vedno samo ideološko in se bomo delili ideološko, ne da bi rekli, ok, zdaj problem je, če v kozarcu je voda ali vode ni. Mi nismo v stanju tega narediti, ne, voda ali je desna ali je leva, vedno, ne, voda je voda in konc. Mi okrog tega, te artikulirane zadeve je prišlo na dan to, da nekateri ustrajajo, da zakon kot je v redu, oziroma deželna komisija po zakonu je v redu, ker je, čeprav razumem tiste, ki so bili proti tej spremembi, ker je najbolj demokratično možna rešitev za slovensko šolstvo v Italiji. Torej, čeprav razumem, tisti, ki so bili proti tej zadevi, verjetno so na stališču, da to je neke vrste naš parlament. Kar ni. Ali pa šolski parlament. Kar ni. Moje stališče je drugačno, če me vsi sprašujejo, tudi novinarji, kako do avtonomije, kaj je šolska avtonomija in tako naprej. Avtonomija je ta, da nam ne pada, mene v prvi vrsti, ker tam delam na ministrstvu, ma tudi vam, učiteljem, staršem in tako naprej, da me ne padejo na glavo pravila z ministrstva in torej se treba z ministrstvom pogajati. In torej je treba dobiti en kanal. Je treba dobiti en kanal, ki je lahko politični, ampak jaz nisem politik, čeprav od mene se pričakuje, da izvajam politično, in je treba dobiti en kanal upravni. Če govorimo o maturi, če govorimo o invalsiju, če govorimo o zadevah, ki so striktno ministrske, meni bi ena komisija bolj tehnična še kako pomagala. Kar me moti pri tej zadevi, oziroma me žalosti, je to, da sem dal en predlog, ki se meni se zdel genijalen, očitno ni, pa nekaj so kakšen genij. Me moti pa, da se zoprstavijo temu mojemu predlogu. Drugačnega predloga ni in ga ne slišim, oziroma je bil en kontrapredlog, ki je sad retorike, v smislu, da mi gledamo vedno na Južno-Tirolsko, kot da tam je naš zgled. Samo da na Južno-Tirolskem niso še razumeli, da tista komisija, kjer jih je 60, oziroma 66, je že res, da predstavlja vseh. Od staršev do vse, kar česte, vsi so noter. Ampak tista komisija predlaga in ustvarja ene predloge, ki grejo skozi Freie Universität Bozen, ker noter je tudi profesor, sam pedagogist, in torej ima tudi eno strokovno znanstveno podlago, ta predlog, ki mi ga nimamo, ker nimamo takih članov komisiji, in torej je en predlog, ki je tehtan tudi z vidika vsebin šolstva. A problem končni, ki ga imam jaz in ga niso rešili, te, ki so proti, je, da potem ta predlog, ta komisija ga da deželnemu odborniku. In deželni odbornik gre v giunta di Bolzano, giunta provinciale, se pravi, da pride sklep in ta sklep politični gre v Rim. Jaz tega nimam. Torej se od mene zahteva kot predsednik deželne komisije, da jaz, ne vem, pišem valditarje, pišem ministru. Lažje bi bilo, če bi deželna komisija recimo bila predvidena po zaščitnem zakonu na tak način, da bi jaz šel odbornici za šolstvo, v tem primeru Rožolen, pa ko je bila odbornica Sorakljani, bila pa Nariti, kjer mi iznesemo, izvedemo en predlog in ga potem damo deželni upravi in deželna uprava to odobri, imamo befel politični. In torej dežela gre v Rim in reče, mi bi hoteli kot avtonomna dežela FJK imeti to. Ma ker tega ni, in tega očitno niso razumeli, so mislili, da v Bocnu je 66 ljudi, ki se zmeni in potem to je neka politično izhodišče. To ni. To je nekaj drugega, mi tega nimamo. Tako da bi si pričakoval, da če si proti nečemu, a kdo je proti temu, da ima tudi en kontrapredlog. Tega predloga ga ni. Tako da imamo vtis, da je bilo samo eno, bom rekel, ideološko butanje, kot je značilno za manjšino. Kar me moti je, da zdaj smo na mrtvi točki. Jaz nemam nič, da bi meni pomagalo delati to, kar se od mene zahteva. Ker od mene se zahteva, da delam politično, a po drugi strani me blokirajo. In po drugi strani pa gre še naprej ta ideja manjšinska, da se dobimo nekje ali v Gregorčičevi dvorani ali na šoli, ali nekaj sklenemo in potem pošljajo pismo meni, ki nisem politik in tega ne morem izvajati. In torej je malo smešno vse skupaj, postaja malo smešno, ker ali se bomo enkrat zasedli in se bomo rekli, kdo je zakaj pristojen, ali pa gremo naprej to, da so ta veto, jaz tebi, ti meni, jaz sem vmes med enimi in drugimi in to škodi ne meni, ker jaz
meni ne škodi nič, ma škodi šolstvu, ker marsikateri predlog bi ga lahko izvedli in ga vsi skupaj podprli. Ponavljam, jaz nimam dežele, ki mi sklene en odbornik mi pelje v deželni odbor en sklep in ta ga pošlje formalno Federiga v Rim. Ker to bi bil en itak politični. Mi tega nimamo in torej smo ostali na mrtvi točki. Komisija, kot je zdaj, nima dejansko nobenih pristojnosti. Ma ni toliko problem pristojnosti komisije, koliko problem, da nima niti ene političnega zaslombe. In torej, jaz kot predsednik komisije, tudi če pošljem dolen sklep, ga niti ne preberejo. Kako se premaknemo iz te mrtve točke? Čakamo, vidimo, da se reši, ker je nemogoče, da bi mi lahko dosegli status, kot ga imajo na Južnem Tirolskem, nič ni nemogoče v resnici, vse se. Dve vprašanje v enem. Kako se premaknemo in z ozirom na Južno Tirolsko. Kako se premaknemo? Vidim svetnika Pižanja, ki mi je vedno rekel, da enkrat mi je rekel, tudi če imeti la faccia, jaz sem vedno tak, sem precej ustrajen človek. Ustrajen, zato ker vidim probleme in se ne bojim, ustraja, da če je en problem, ga je treba postaviti. Jaz sem pač vodja urada in bom še naprej. Ves ta kažin, ki je zdaj v šolstvu, je zaradi mene, ker ustrajam pri tem, da postavljam manjšinski politiki probleme, ker to je moje delo. Če vode ni, je treba dati vodo, če ne bo umrla roža. Tako da jaz sem precej ustrajen tip, sem pa zelo pozitiven, ker to, da nastaja šolski forum, sem bil jaz eden od tistih, ki sem rekel, gledajte, Deželna komisija naj bi imela eno vlogo, ki je bolj pravne narave, bolj notranje narave, da rešujemo tiste vsakdanje probleme in da nam minister ne vsiljuje pravila. In že to je en del tiste avtonomije, o kateri vsi sanjamo. Če nastane forum, kjer se lahko diskutira o vsem, o karkoli, od političnih zadev, ma tudi, ker je nestrokovno, tam lahko pride res kdorkoli povedati, ne vem, meni ta šola ni všeč, to mi ne ustreza. V tem forumu jaz vidim eno možnost, da se začne dogovarjati manjšina in pogovarjati in upam, ne vem, koliko bomo to rabili, upam, da ne bo nekaj 10 let, ker bomo že umrli že, upam, da bomo malo prej, če bo ta forum dosegel, da imamo 3-4 stališča med levimi, desnimi, belimi in zelenimi in da tam dobimo njih 5 zadev, ki lahko peljemo v Rim suvereno, lahko to nesemo Federigi na mizo, lahko nesemo Valditari, oziroma bodo nesti politiki. In torej jaz bom po svoje kot vodja urada izvajal svojo avtonomijo v mejah svojih pristojnosti. In da manjšinska politika najde v forumu ene ideje, skupne, končno, ena stališča, jaz bi bil že zadovoljen. Tako da jaz pozdravljam ta forum in upam, da se tam lahko dobi ene izzive. Jaz svetujem politikom ene 3-4 točke, ni treba, da rabimo ne vem kaj, nimamo zadelati eno enciklopedijo. Ma recimo, da si razjasnimo, kot sem rekel prej, kaj je avtonomija slovenskega šolstva, kaj pomeni sploh avtonomija, kaj hočemo. Ker če ideja je, lahko takoj povem, če ideja je, da mi delamo, kar hočemo, ker smo republika zamejska, to bo težko uresničiti. Če bomo avtonomijo omejili v mejah naših pristojnosti, dežele, ministrstva in tako naprej, da je resna debata, potem lahko že določimo, kaj je avtonomija in kam vsi skupaj ciljamo, desni, beli, rdeči, zeleni, vsi skupaj. Potem drug problem je, da bi bilo fajn razumeti ta koncept, ki ga izrabljamo, šolske mreže. Zdaj, jaz sem vedno vprašal, ko me je nekdo spraševal glede tega, sem rekel, oprosti, zate, kaj pomeni šolska mreža? Kaj imaš ti v glavi? Tisti spisek šol, ki je aneks Londonskemu memorandumu, ker če imaš to v glavi, je malo trda, ker tam smo imeli v vseh šolo, kjer so bile kmetije, vsaka kmetija ima 12 otrok. Zdaj, to, da ena brežina, ki ima 12,000 prebivalcev, mi da po enega otroka, jaz težko vidim, da mi skušamo ustavljati zgodovino. Zgodovina gre naprej in šola se razvija naprej. Torej, dajmo se zediniti okrog teh pojmov, avtonomija, šolska mreža, nam ne rabi, je strateška, morda pride ven, da rabimo še dodatne šole, ne vem, če njene debate resne, potem je težko, da o tem govorimo. Tako da jaz pozdravljam ta forum in mislim, da upam, da pridemo, ustajam pozitiven, v tem oziru, ustajam pozitiven. Drugo vprašanje, sub-vprašanje je bila Južna Tirolska. Drugo vprašanje je Južna Tirolska. Jaz sem danes zjutraj govoril z Olimpijo Rumer, ki je tista, ki dela za Ladince gor Bosno, in imamo slične probleme. Na področju Invajsija recimo imamo zelo podobne probleme, kako to delati, kako to in tako naprej. In smo govorili splošno in vam lahko že napovem, med drugim se oproščam tudi moji kolegici Elizabeti, ki o tem ne ve, ker se nisva videla danes, da bomo skušali se poenotiti, mi Nemci in Ladinci,
ker imajo tudi oni slične probleme, torej sprememba šolske populacije. Danes se mi je jokala po telefonu, ker je rekla, da na njihovih šolah, nažalost, mladincev je 30%. In torej imajo slične probleme, iste probleme kot mi se moramo nekako povezati. Jaz se bom seveda povezal, kar se tiče mene, se pravi kot vodja urada, jaz in ta intendant nemški Klaus in intendant za mladince, in bomo predlagali, recimo za Invalci, bomo ministrstvu predlagali določene zadeve, ker imamo težave. Ne? S tem, da smo se poenotili na tem, da mi hočemo biti avtonomni, hočemo te funkcije obdržati in torej mi kot manjšinci hočemo to obdržati, ma hočemo to izvajati na določen način, ker imamo težave, za katere Rim nas ne posluša. Da bi pa mi kot slovenska šola ciljali na to, kar imajo južni Tirolci, gledajte, ne pride poštev. Ne pride poštev, ker oni imajo razvito zakonodajo, s katero so štartali leta 67 na šolskem področju, torej imajo 50 let zakonodaje, ki je mi nimamo. Imajo ena pravila, ki ne verjamem, da zdaj bi lahko mi težko spreminjali naš statut deželni zaradi slovenske manjšine, slovenske šole, torej bi morali spreminjati tudi deželni statut. Ne verjamem, da imamo tudi politične pogoje za to narediti in konec koncev, zdaj ne bom povedal vse, kaj oni imajo in kaj mi nimamo, naj samo povem, da mi smo na tako nizki točki v tem odnosu, recimo do dežele FJK, da mi že 5 leto zapored nismo nel piano di dimensionamento scolastico regionale, se pravi v tistem sklepu, ki ga vsako leto dežela izvaja, in to je ena od pristojnosti dežele FJK, to ni od ministrstva pristojnost, to je prav po letu 99 in tako zdaj nam bomo razlagali kdaj, ampak takrat so določili ta federalizem na upravnem področju in med temi pristojnostmi šolsko mrežo določa dežela FJK. Evo, tam nas ni. In tam nas ni, ker odbornica Rožola je jasno povedala, da vse te probleme, ki jih imate vi manjšinci, Slovenci, jaz se s temi problemi ne bom več ukvarjala. In torej, jaz sem edini vodja urada v Italiji, ki ne ve uradno 5 let, kakšna je uradna šolska mreža potrjena dežele. Sem edini. Kar je malo smešno, če želite. Zato jaz ne bi gledal na Južno Tirolsko, ker kot rečeno, imamo vtis, da si polnimo usta zadevami, ki jih ne poznamo. Kot sem že rekel prej, komisija, ki imajo na Tirolskem, ne funkcionira, kot mislimo mi, funkcionira čisto drugače in je pod režijo dežele, avtonomne dežele Bozen. Zakonodaja, ki jo imajo, je neponovljiva. Ne verjamem, da mi bi lahko z enim državnim zakonom dosegli, kar imajo oni. Ma tudi zato, ker imajo potem tudi v javni upravi čisto drugačen stroj in tako naprej, drugačen status. In torej mi se lahko z njimi, edino kar pametno, kar lahko naredimo, se močno povežemo, ker ta povezava bi nam močno pomagala politično, to moramo delati, ma da bi mi zdaj dobili, kar imajo oni, jaz ne verjamem. Tako da naš tisti status, ki imajo oni šolstvo, je nemogoč, po mojem. Kar imamo skupnega? Samo da dopolnim, zakaj. Tudi zato, ker moja kolegica, ki vodi mladinske šole, je rekla tudi ona sama, da če ne bi bilo Nemcev, ona ne bi obstajala. Tako da Nemci so tako močni, da mi lahko se vključimo v to zadevo skupaj z mladinci, ampak da bi dosegli to, kar imajo oni, dejansko nemogoče, po mojem. Kar smo omenili prej, dejansko, da naše šole so še dejavne, da imamo števila tudi, ker imamo vpise italijanskih otrok. Jaz sem se izpostavila v svojem govoru v Prešernovi proslavi glede mojega mnenja. Sprašujem pa vas glede tega in tudi glede tega, da se števila zmanjšajo in kako bo izgledala naša šolska struktura v prihodnje, če jo ohranimo tako, kot je? Če razčlenim. Stališče Giacominija o Italijanih v naših šolah? To ni lepo vprašanje. Ni nič lepo vprašanje, ne bom odgovoril, ni problem. Drugo vprašanje, če se ne motim, je, kako se bo razvila naša šola, glede na podlagi števil in na podlagi tega, da v 25 letih se števila krčijo. Torej, začnemo z zadnjega. Jaz sem bil tukaj nasproti, smo imeli večer o slovenskem šolstvu, 2 leti potem, ko sem postal vodja urada in sem takrat prvič javno povedal, da naše številke ne dopuščajo interpretacije, da nimamo številk za to, da držimo to šolsko mrežo. Od takrat so me začeli sovražiti desni, levi, verjetno tudi moja žena, ki je vzgojiteljica. Morate vedeti, da
imamo ene krivulje, ki jih daje zavod Istat. Se pravi, to je statistika, to je gola statistika, to so znanstvene krivulje. In takrat so mi vsi rekli, da ne zastopim čisto nič, ker to je fiziološko, da se upisujejo enkrat ja, enkrat ne na naši šole. Medtem ko že takrat, 2016, se pravi, je šlo 10 let mimo in jaz ustrajam pri tem, da krivulja gre neizbežno dol, a zdaj, mislim, da zdaj v javnosti, zadnje 2 leti, mi vsi verjamete, ko vidite, da šole pešajo. Se pravi, jaz sem znanstvenega vidika podal v manjšini takraten pogled, sem rekel, gledajte fantje, tukaj zadeve so problematične. Ne glede na to, če upisujemo Italijane. To bom potem razčlenil tudi glede tistega problema. Se pravi, da številke so neizprošne, nekaj, kar ne razumete, kar nočete slišati, ker ponovadi v manjšini, ko poveš nekaj, kar ni lepo, preslišijo, so vsi malo gluhi. Če mi pogledamo našo šolsko mrežo, zato bi bilo lepo, da v tisti forum določi in odloči, kaj je šolska mreža, če mi pogledamo na, Italijani imenujejo to punti di erogazione del servizio, se pravi, na šole, ki mi jih imamo, v tem trenutku imamo 5 šol na 32, ki premore vseh 5 razredov. Okay? Prvi, drugi, tretji, četrti in 5. razred. Vse ostalo so dvorazrednice, 3-razrednice. In že zaradi tega plačujemo, ker potem eno vprašanje, ki mi ga postavljajo vedno, je, kako bi mi povečali fond in finančna sredstva za naše šole. Zelo težko s temi številkami, ker fond je vezan tudi na vpise. Zato je zelo težko tudi postavljati, oziroma zame se izpostavljati v Rimu, ker bi mogel biti vedno volk sit in koza cela, je skoraj nemogoče s temi številkami. Jaz mislim, da s temi številkami se bomo mogli na tem forumu, ali kdorkoli bo sledil temu forumu, soočati in jaz mislim, da je treba vedno priti do enega kompromisa. Nekaj bomo morali spustiti. To velja tudi za ravnatelje. Niste naučila vi, bom načel jaz. Drugo vprašanje, ker se tiče šolske populacije. Glejte, da bi kdo, jaz sem že rekel, da če upisujemo stalno Italijane, rešujemo delovna mesta. To so vsi zadovoljni, tako da ne izgubimo učiteljev. Ampak je en problem, ki ga prenašamo naprej. Se pravi, da bomo rešili 1 leto tisto šolo, pa čez 2 leti, če hira, bo umrla. Samo po sebi. Tako da nimam nič proti Italijanom v naših šolah, ker sam sem Giacomini, po priimku imam oče govoril italijansko, ne morem biti proti temu, šola je državna, vsi imajo pravico, da se vpišejo k nam. Ne morem pa poslušati, da kaj naredimo, če slovenščina peša, če imaš 8 otrok Italijanov na 10. Ker takrat ga ni pedagoga, ga ni učitelja, ga ni nikogar, ki bo rekel otroku, ki ima 6 let, qua si parla sloveno. Med odmorom bodo govorili italijansko. In torej, to so problemi konkretni, na katere jaz sem opozoril, pošlo vam, da sem nacionalist. Ma nisem nacionalist, ponavljam, jaz nimam nič proti Italijanom. Enostavno, če bomo opisovali na tak način, potem, če imaš 10 na 10, je jasno, da potem bo težko, da zvrača manjšina na naše učitelje, kao čez, da so nesposobni. In to se dogaja ne samo strani politike, ampak tudi med kolegi. Potem, ko pride mulc na višjo, so profesori na višji, ki pravijo, učiteljcem ne zastopijo nič, ker ne govori italijansko. Ne verjamem, so učiteljce krive, če imajo 8 Italijanov na 10. To je recimo en argument za ta forum šolski, kjer bi se morali v manjšini zmeniti, če je to pravilno. In torej je isti argument, ki ga gledaš z drugačnega zornega kota. Rešujemo šole, rešujemo slovenščino ali rešujemo delovna mesta. To je treba dobiti en kompromis. Rešujemo delovna mesta in potem lahko upisujemo kogarkoli. Če rešujemo šolo, potem je treba se zmeniti, kako držati to šolsko mrežo. Če rešujemo slovenščino in kako slovenskega jezika, potem je treba dobiti eno linijo. Zdaj te linije v manjšini ni. Ker tu nismo enotni. Jaz padam vmes in si pričakujem, kot rečeno, da bo šolski forum mi nekaj povedal, kam gremo. In potem je bilo tretje vprašanje, ki sem ga pozabil. Tretje vprašanje je bilo, ali sedanjo šolsko strukturo lahko v prihodnje še ohranimo tako, kot je, na podlagi teh vpisov, na podlagi tudi tega, da v zadnjih 2 letih se je skušalo združiti 3 slovenska ravnateljstva, potem to je bilo zaenkrat zamrznjeno. Evo, to je to, kar sem skušal povedati na začetku, to je ta negativna plat zaščitnega zakona. Mi mislimo, da smo dosegli zaščito in da torej zdaj zgodovina se je ustavila. Ni tako. Če otrok ni, na vrhu ste videli sami, smo imeli 7 dijakov za celo šolo. Šole bodo na tak način same usihale. Tu je prišlo do enega zanimivega pojava, ki ga sociologi tudi imenujejo, sem ga tudi preštudiral, ker v zadnjih letih sem opazil, zadnjih 7-8 let, je vladalo v manjšini prepričanje,
med politiki, med krovniki in tako naprej, da itak ni naš problem, ker je Giacomini, bo on zaprl, ne? Mi se ne bomo vzeli te odgovornosti. In zdaj so videli, da Giacomini ne samo, da ne odpira, ne zapira, ni nič kriv, zdaj so vsi razumeli, da to bo samo propadlo. In zdaj je halo. Ker zdaj je problem. Zdaj ni problem samo to, da sem rekel, da nimamo številk pred 10 leti. Da ne bom jaz zaprl prav nič. Oziroma, jaz se lahko tudi pobaham, da celo hvala meni držim te šole gor. Ker eni mislijo, da imajo pravico in nimajo pravice imeti teh šol s temi številkami. En župan mi je celo rekel, da kaj bo zdaj, ko jaz ne bom več, zdaj se spreminja zakonodaja na področju gorskih skupnosti in gorskih teh občin, in rekel, ker jaz sem imel zdaj to zakonodajo in sem lahko imel šolo, ker jaz sem bila gorska občina, Komune Montano, zdaj, ki ne bom več, sem rekel, drži šolo, hvala meni, sem rekel, da jaz dajem osebje, ne zato, ker si Komune Montano. Se pravi, da je velika zmeda v manjšini in se bojim, da to je tudi predmet foruma, kam ćemo prideti, ker tako ne bo zdržalo. Tudi zato, ker kaj se dogaja meni, jaz sem seveda vmes, med manjšino in ministrstvom in vidim, da stiska ministrstvo počasi in to značilen primer je, ni da stiska. Si ne vzame odgovornost in reče, pustimo tako, in tako boste umrli sami, ker imajo podatke, mi imamo ta sistem informacijski SIDI in smo kontrolirani na tak način, recimo, da prejšnji petek, kaj sem jaz naredil? Sem se malo poigral, sem zaprl oko in ker je bo treba se prilagoditi in ravnatelji in vodje upravo, se pravi DSGA, kot pravi Italijani, je bo treba prilagoditi števila na tisti ministrski dekret, ker pravi, da imamo 14 šole, 11 ravnateljev. Jaz kaj sem naredil? Meni nič, tebi nič. Sem pustil na računalniku, na SIDI-ju, kot je zadeva. Nisem odvzel enega mesta. So klicali v 4:30 in to je bo treba zapreti do 8 zvečer, tisti dan, ker mi imamo pač ene roke in se treba teh rokov držati. Je prišel klic z Rima in je prišla e-mail, da če ne bomo vzeli mi, bo vzeli oni. In zato se vrača na to, kar sem rekel prej, če bi imeli verjetno na komisijo, ki je bila malo bolj tehnična, kjer bi lahko rekli, ok, čakajte moment, se zmenimo in tako naprej, bi jaz lahko to avtonomijo vlekel naprej na tak način in magari politično, če bi imel še zadnji koga, bi mi politika pomagala, da gremo te zadeve. Evo, ker tega ni in s temi številkami bomo zdržali, jaz ne nameravam zapirati šol. Ne verjamem pa, da, kot sem rekel javno že zadnjih 10 let, ne verjamem pa, da ta ponudba, kot je zdaj šolska ponudba, da je tudi kakovostna. Ker če imamo dvorazrednico kjerkoli, nekaterim staršem ustreza, meni iskreno povedano, zdaj mi ne bi več ustrezalo, ampak to je pač izbira staršev. Ampak nisem proti, jaz kot vidite ustrajam pri tem, da držim to šolsko mrežo gor, kot starš pa nisem zadovoljen. Upam, da nisem koga šokiral. Ne, saj potem jim bomo dali besedo. Še to bi vprašala, bi si upal napovedati, katere spremembe bi bilo potrebno predlagati na področju šolstva, da bi bila tudi zakonodaja v skladu s sedanjim časom? Jaz bi si upal, ker sem plačan za to, ampak potem, kaj se je zgodilo z deželno šolsko komisijo, ko so me javno demantirali, celo na Primorskem dnevniku, se je rekel, da od takrat ne bom predlagal čisto nič. Tako da zdaj ponavljam, upam, da ta šolski forum iznese 3, 4, 5 idej. Jaz, če bo treba, bom tudi povedal, če se da ali ni mogoče, ker problem takih forumov, kot sem opazil tudi v deželni komisiji, je, da je še vedno ciljeno na to, da je malo bolj strokovna zadeva, ker recimo v deželni komisiji smo dobesedno izgubljali čas, ker tam pride človek, se usede, se ne pripravi, pride tja in čez da bomo tam govorili, to ni nočni zbor. To, če daš en predlog, moraš povedati, na podlagi tega predlagam to. Recimo, smo imeli ene predloge, zakaj pride do slabe krvi, ker recimo ena profesorica ima ena genialno idejo, da mi je rekla, veste kaj, je rekla, jaz predlagam, da naredimo vstopni izpit, vstopni test slovenščine za naše šole, zato da zajamčimo neko kakovost. Sem rekel, gledajte, mi smo javna šola in vsak, da se lahko upiše. Če se upiše, recimo te mulc, Afganc iz Tržiča, se upiše na Brežino, na Šološček, kako lahko zahtevamo, da preverjamo predznanje slovenščine eno, ki prihaja iz Bangladeša. Se pravi, da je neustavno. Ni zakonito, ni predvideno, pa kar je najbolj motilo meni, to pri tem predlogu je, da sem si tudi drznil upati reči tej profesorici, da nima pojma med šolo, med javno šolo in Goethe inštitut, ker mi ne delamo tečaje slovenščine. Mi nismo
British School, ker imaš test na računalniku, how are you, fine, thanks. Mi smo šola, smo pedagogi in če mi pride nekdo iz Nemčije, iz Bangladeša, ker smo državna šola, piše tle zakon škole publike, se lahko to piše kdorkoli. Ma mi predpostavljamo v naši glavi, da ker smo slovenska šola, je rezervirano za nas, samo Slovenci, če si Italijan, ne, te bomo testirali. Če si Tržačan, če si iz Palerma, ki ponavadi nisi proti nam, lahko če že pustimo. Se pravi, kot rečeno, ta šolski forum nam rabi, da se malo zadinimo, kaj hočemo, ne? Ker potem pride do takih vprašanj, ker jaz nimam odgovora in potem, tudi značajsko, ker sem malo živahen, potem tudi rečem, fantje, meni tega dovolj, ne? Ker recimo, če bi zdaj govorili konkretno o rabi, recimo slovenščine, eno tako zanimivo vprašanje je bilo en dan, smo zgubljali čas. Pride do mene vprašanje, jaz bi rad uporabljala, oziroma zahtevam, da naše šole uporabljajo slovenščino. V čem je problem? Problem je ta, da moj mož, ki je Italijan, zahteva, da mu šola odgovori v italijanščini. Ja, in v čem je problem, sem rekel? Da naša šola je slovenska. Ja, in ne razumem, kje je problem za vašega moža. Bo napošel na tajništvo in mu bo, ne, je rekla, jaz se ne strinjam, ker je šola slovenska in točno vedel, kam mu piševa otroka. Oprostite, če prav razumem, vaš mož, ki je Italijan, državljan Republike Italije, nima pravice, da do javne uprave govori italijansko. Ma kaj ste normalna za neko? Tako da, jaz nimam časa za zgubljati, ta pride in govorimo vsega iz svašta. Zdaj, ali smo pripravljeni in govorimo resno, ali pa, zato pravim še enkrat, ta deželna komisija mora biti bolj strokovna in šolski forum je prav, da se znesejo vsi ti problemi, da se enkrat za vse razčistimo te zadeve. Ker če ne, se smešimo v Rimu, ne, da bi jaz vprašal v Rimu, veš kaj, je unij gospod z Neaplja, ki na tajništvu tle na Cankarju, žena mu ne pusti, da dobi odgovor Italijana. Dajmo, vas prosim, evo, zakaj rabimo, si moramo razjasniti, kaj je slovenska šola, kaj piše zaščitni zakon, kaj predvideva zaščitni zakon, ker pred temi členi je še en bistven člen o rabi slovenščine, kjer verjetno smo prezrli vsi, tudi šolniki, da mi imamo sicer pravico rabe slovenščine, ampak kot pravijo pravniki, uti singuli. Se pravi, mi nismo zaščiteni kot manjšina, kot manjšinska jezikovna narodna skupnost, lahko uporabljamo slovenščino uti singuli, kaj pomeni, da to mora posameznik uveljavljati. Okay? Medtem ko mi mislimo, da, ker smo Slovenci tle v Gorici, vse mora biti slovensko, imamo pravico. Ni tako. In da potem ne uveljavljamo tega zakona, smo mi sami krivi, in torej, če grem malo izven teh členov, ki se tiče šolstva, če grem na splošno, zakaj se ne uveljavlja vsi zakon, ker ga moramo mi uveljavljati in recimo, bom povedal po italijansko, kdo od vas pripravi za agencijo di entrate siete Trenta v slovenščini? Zelo malo. Zato, ker moramo mi. Se pravi, kje je problem tega zakona? Da mi smo ga dosegli, je bil velikanski podvig, samo da zdaj, ker smo mi vedno v opoziciji in rukamo vedno na Italijane, zdaj smo mi na potezi, moramo mi to delati, zdaj smo mi tisti, ki moramo to izvajati. Niso krivi drugi. In torej, zdaj je problem. In potem interpretiramo zakone, kot tam paše, se pravi, recimo naši učitelji hočejo imeti informatski sistem v slovenščini, ker na šoli, ker je slovenska šola. Je težko, da bomo šli v Rim in bomo rekli, da Rim iz Rima bo naredil za nas software v slovenščini, ker nimamo te pravice v Rimu. Imamo na naši šoli. Se pravi, te probleme bi bilo treba govoriti malo bolj resno. Medtem, ko mi delamo propagando. In ta propaganda je privedla do tega, da smo prepričani, da smo zaščiteni prvo in dajmo, ni govora o tem danes večer, ma dajmo si razjasniti, kaj pomeni zaščita, prvo, ker to je ena prazna škatla, kot je avtonomija, kot je šolska mreža. Mi govorimo, ma potem je treba govoriti s tem zakonom v roki. Tukaj nekaj piše in to se treba držati. Potem mi reče vsi, ti si malo preozek, ne, jaz se nočem smešiti. Ker to piše, to smo dosegli. Med drugim, če želite, zakaj imam jaz ta stališča tako čudna do tega zakona, ker zame je fantastičen, ker ponavljam postavljena načela, sem si vzel s seboj, sem si prebral že večkrat. Torej, sem hotel razumeti, odkot ta naša velikanska pričakovanja okrog tega zakona. In recimo najboljši zakon, ki ga lahko dosegli in ki ga nismo, sem si ga sprintal, ga imate, ga dobite kjerkoli, je ta varianta zakona, ker bi se bila potem progetto Maselli in tako naprej, to je bilo na koncu leta 90. Meni najlepši zaščitni zakon je ta iz leta 80, ker tukaj vse piše, tu razumete, kakšna so naša pričakovanja in potem kako v letih 80, 90, 2001, potem kako ta pričakovanja, ki so jih sprejeli, so bila ne sad kompromisa, altro, bom rekel. Je bilo veliko manj od tega, kar je bilo na začetku. In ta zakon je čudovit, ker to je res pisalo
Med drugim si dovolim reči, da to verjetno je pisal eden, ki je točno vedel, to je bil eden, ki je na ministrstvu točno vedel, kaj piše, ker je napisan odlično, tudi kjer se tiče pravice uporabe slovenščine, bla, 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 in če gremo na področje, ki se tiče meni, se pravi danes večer šolstva, je fantastično, ker mi tukaj smo ustvarili na pričakovanja, ki potem smo jih prenesli v zaščitni zakon iz 2001, ma ki ne predvideva tega, ker tukaj pokažem vam, ga dobite kjerkoli, tukaj piše, da nastaja consiglio regionale della scuola slovena, ki je čisto nekaj drugega kot ta deželna šolska komisija, ker v naši glavi deželna šolska komisija je parlament, ma ker je bilo to je bil prvi osnutek in ni šel skozi. V tej komisiji in v tem zakonu se je predvidevalo, je fantastičen ta zakon, zato ni šel skozi. Se je predvidevalo enega predstavnika na Tržaški univerzi, enega predstavnika na Videnski univerzi. Tle si imel predstavnika občin. Se pravi, ta zakon je fantastičen, ponavljam, potem smo ga izkrivili, zamenjali in tako naprej. Tukaj, če bi imeli to, jaz sem hotel razumeti, zakaj ta pričakovanja v zadnjih 30 letih. Zato, ker smo štartali zelo visoko, smo imeli ene osnutke zakona, ki so bili odlični, potem smo sprejeli, oziroma so nam dopustili, ker to je tudi ena ideja, ki sem se ustvaril jaz, so nam pustili, da sprejmemo tak zakon, ker v določenih segmentih je neuresničljiv. Vam dam primer glasbenega šolstva. Zakaj je neuresničljiv? Ker med drugim je zanimivo, ker takrat, prav v tistih letih, takrat se je sprejemala reforma AFAM. In torej razlika v zakonu leta 80, kjer je pisal nekdo, ki je vedel in poznal zelo dobro zakonodajno tehniko, kako se piše, ker je fantastičen tudi po sklopih. In dajte se ga prebrati kot zanimivost. Potem je tudi tisti leta 84 spremenjen, tisti leta 80 je prav zakon zaščitniki, če bi ga imeli, zdaj bi bili res, ne rečem kot južni Tirolci, ma bi imeli konkretno ene pravila. Takrat se je, mene je vedno presenetilo, mi smo sprejeli en zakon, ki istočasno, ko se je sprejemala reforma AFAM, se pravi instituti artistični, muzikali in tako naprej, ki je predvidevala čisto nekaj drugega že takrat. Zdaj ne razumem, če so nam takrat to sprejeli, ker so vedeli, ma ti so butalci, nimajo pojma, ali pa smo mi rekli, da mi sprejemamo ta zakon, nas ne zanima državna zakonodaja, mi smo izven tega, to je naša republika. To mi ni še jasno, to bi moral govoriti, enkrat svoj čas sem spraševal, ne vem, če je danes Rudija Pavšiča, ki je bil zraven takrat, me je zanimalo, kako je prišlo do tega, da imamo ta pravila, ki so bile nedosledna že takrat. Se pravi, že v samem začetku, ko se je sprejemalo zakon, bi bilo treba reči, nema, fanti, čakaj moment, to ni doslednost tem, kar se dogaja, ker parlament istočasno določa drugače. In tudi zaradi tega si je treba povedati, to, da je postavila Špetrska šola, državna šola, ni bila ena politična poteza. Takrat, ker imam akte, sem bral oni dan, sem prav Elizabeti Gobec sem jih bral, to je bila ena velikanska napaka takratnega glavnega prvega direktora Bruno Forte, ki je to naredil, ker se ne da podržaviti brez natečaja, brez razpisa, se ne da podržaviti nikogar, ne moreš postati državni službenc. To je bila njegova napaka, zaradi katerega so potem tudi skenslali iz deželnega urada. In torej razumem, da potem so bila na pričakovanja okrog recimo glasbenega šolstva, misleč, da bomo z enim dekretom poslavni glasbeni službenci znotraj Tartinija. Se pravi, tisti člen bomo težko uveljavili. Kar se tiče šolske komisije, oziroma tudi 11. člena, je zanimivo, da medtem ko v prejšnjih osnutkih so bili usklajeni z zakonodajo veljavno, prvi člen, ki se tiče šolstva, gre nazaj, gre na zakon z leta 61 in na zakon 932. Se pravi, mi rečemo, da s tem zakonom, ker tukaj piše per quanto non diversamente, berem v italijanščini, ker je izvirnik ta pravi, čeprav imam tudi slovensko varianto, ma per quanto non diversamente disposto, continuano a applicarsi le disposizioni delle leggi in tako naprej. Ma tisti so bili eni zakoni bolj politični, ker leta 73, 74, 75 se je reformirala italijanska šola in mi bi se mogli sklicevati na tisto reformo. Mi bi se morali v zaščitnem zakonu sklicevati na besedilo iz leta 94. Tam, na podlagi enotnega besedila, jaz razpisujem delovna mesta, ne na podlagi zakona iz leta 61. Se pravi, da se mi je večkrat porajal dvom, da smo sprejeli, oziroma so nam pustili sprejeti zakon, ko se točno vidi, da ga bomo težko izvajali. In torej, člen 11 je tudi nestrokovno napisan, ker če gledate, ponavljam, to varianto z leta 80 piše zelo dobro s šolsko terminologijo, mi recimo tu pišemo o reorganizaciji škole, reorganizacijo škole, kjer namigujemo na šolsko mrežo.
je težko berljiv tudi z vidika šolnika ali nekoga, ki dela na ministrstvu. Kot sem rekel, člen 12, dispozizioni per la provincia di Udine, se pravi vse to, kar je bilo zelo pomembno politično za videnske šole, se ne da izvajati. Ma še takrat je bila v veljavi avtonomija šole in kjer piše, da, ne vem, l'insegnamento della lingua slovena, bla bla bla, è compreso nel regole curriculare, bla bla bla, in piše dagli stessi istituti nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica. Se pravi è nonsense, ker nobena šola italijanska ne bo uvedla v kurikulum slovenščine. Še zlasti ne en italijanski ravnatelj, ne vem, učenti ali pa v njimi so gor tipani, bo rekel, a te bomo uvedli, ma nikdar več. Se pravi, da že v osnovi je napisan malo, bom rekel, čudno. Potem imamo itak 13. člen, kjer smo mi, in tudi tukaj formulazione trattazione degli affari. Pomeni malo ali pomeni nič. Toliko je res, da piše na koncu, da moj urad provvede a gestire i ruoli del personale in kot ste rekli vi, kaj je prinesel ta zakon za šole? Dejansko konkretno na upravnem nič, ker moj urad ne določa pristojnosti ta 13. člen. Kar se tiče mojega urada je v sklopu pravilnika, regulamento ministeriale, ki je zdaj 94, ki potem so ga prej naredili leta 2019, spremenili 2022 in zdaj ga spreminjajo v teh mesecih, ne da bi bil je zraven. Ne da bi bil je zraven. Se pravi, če me vprašate konkretno, kaj to določa zame, meni nič. Ker jaz imam čisto neko drugo zakonodajo, ki jo večinoma, razen nekaterih ravnateljev, večinoma ne poznate. In se pravi, evo. Tako da, kaj bi bilo treba spremeniti? Marsikaj, pomembno je, da ker takrat celo me vprašal nekdo v deželni komisiji, so me vprašali, kdo je napisal prvi osnutek, pa se rekel, predsednik Jarc je nekaj predlagal paritetnem in smo vsi delali na tem, da gre ta osnutek naprej. Se pravi, da preden bi jaz karkoli predlagal, jaz čakam, da ta forum obelodani v manjšini 3, 4, 5 točk. Ne, ni treba veliko, vsaj da si razjasnimo ene pojme in potem lahko jaz tudi bom podal ene predloge, ki se mi zdijo nujni. Ma da bi zdaj podajal ene predloge, je prerano, potem, kar se je zgodilo z deželno komisijo, ko so me nasuli kritik. Jaz sem z vprašanjem zaključila. To je dobro. Če pa je kakšno vprašanje z publike ali če bi kdo kaj povedal, bom prepustila mikrofon. Če ne pa si jih šokiral. Mislim, da ja. Mislim, da ja. Je. Kaj jaz pojmujem, ali kaj manjšina pričakuje? Jaz sem se enkrat pohecal z ambasadorjem Tomažem Longarjem, ker sem rekel, veš kaj, imam vtis, da vidijo manjšinci v meni ministra za zunanje zadeve Republike Zamejske. Ker karkoli se zgodi, sem kriv jaz, katerikoli problem sem kriv jaz, tudi če nimam zraven nič. In recimo mi je bilo precej jasno, recimo, kaj se dogajalo, če zdaj gremo malo izven tega, vedno šolstvo je, kar se tiče okrog priznavanja naslovov. Se pravi, človek gre zjutraj v urad, naredi svoje, pove, potem pride mail, potem oni vpraša, ta se vpiše v Koper, svetuješ, poveš, gled, boljše tako, boljše drugače. Potem kar naenkrat je začelo to se stopnjevati v javnosti. Priznavanje naslovov. Jaz sem rekel, tem, ki so prišli komot nam, se je govorili, mi to lahko naredimo, tega ne moremo, to ti ne moremo priznati. Se mi je zdelo čisto običajno delo nekoga, ki je pač uradnik in tam razlaga, kje smo in kje nismo. In to je se stopnjevalo. To se je grozno stopnjevalo. Dok smo prišli do tistega večera v Gregorčičevi dvorani, kjer društvo študentov, ker mi niso verjeli, kar sem rekel, ker so mislili, da na podlagi zaščitnega zakona to mora Giacomini, ker nekateri si hujskali, da Giacomini mora to delati in priznati. In smo prišli do zaključka lani, ko je Pisani naredil v deželnem svetu končno to konferenco, sem uprav jaz. Ne razumem, zakaj je prišlo do tega. Je prišlo do tega, zato ker ideja je, da smo avtonomni. In da torej jaz tam delam krčem, ker sem predstavnik Republike Zamejske in da torej mi, zakonodaja italijanska, nas ne briga in bi moral jaz priznavati naslove tako. A la carte, kot se meni zdi, ker to je recimo pisala, takrat ne vem, če ste brali, sem tudi odgovoril javno, ki je pisala Matejka Grgič, da jaz bi moral, da se sklicujem na ne vem kakšno evropsko zakonodajo, da bi moral na mikroravni reševati. Se pravi, če si moja prijateljica, ti napišem jaz dekret in gremo naprej. Jaz ne verjamem, da je prav tako, je malo bolj kompleksna zadeva in problem avtonomije je prav ta, to, da mi že 20 let propagandiramo to avtonomijo, nihče ne ve, zakaj je, in mislijo, da jaz ne razumejo, da imam glavnega direktora za sabo, celo ministrno, capo dipartimento,
capo di gabinetto, če predlagam en predlog na ufficio legislativo, se pravi, da imajo eno strukturo, ki je tam noter, ker nisem prav nič avtonomen. In glede tega, evo, sem si sprintal, ker so mi predlagali, če bi naredil drsnice, ker te ni en seminar, sem si pa vzel s seboj, glede avtonomije, en dopis, ker to smo takrat, ko smo me spraševali o avtonomiji, me spraševala Tamara Blažina o avtonomiji, sem rekel, gled, jaz nisem prav nič avtonomen. In takrat smo šli do ministrice Fedelijevi in je rekla, pridi, da gremo dol in razložimo, da tvoj je zakon 38 ufficio speciale. Ma sem rekel, veš kaj, Tamara, ne obstaja nek ufficio speciale. Jaz sem tam noter in sem po pravilniku en običajni uradnik, dirigente ministeriale, ma nima nobene specialne funkcije, nobene specialne vloge. In ker mi ni verjela, smo šli do ministrice Fedeli. Ministrica Fedeli je rekla, ok, jemi na znanje, da zaščitni zakon piše, da je ta ufficio speciale per scuola lingua slovena, in smo rekli, saj sem predlagal, gledajte, dajte začeti prav malo, ni treba, da delamo reforme. Ko pošljete eno okrožnico ministersko, še zlasti ta dipartimento, ki se tiče vsebin, dipartimento ordinamenti, dajte napisati, da sem tudi jaz, slovenski urad. To je trajalo en dopis, ki ga ščitim tam, ki ga držimo kot tisti kovanci, ki ga bom prodal. To imamo en dopis, kjer so pisali vsem, tudi all'ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena. Po tistem dopisu, in tu se vidi merilo avtonomije slovenskega urada, nisem nikoli več prijel in ta je, recimo zadnja sem si jo vzel, ker sem vedel, da bomo padli, to je 29. aprila, je nič kaj tašnega, en razpis in pišejo, ai direttori degli uffici scolastici regionali, torej pišejo vsem normalno, al sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, all'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano, all'intendente scolastico per la scuola delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano, al dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza della provincia autonoma di Trento, al sovrintendente scolastico per la regione autonoma Valle d'Aosta. All'ufficio speciale legge 38, mi ne obstajamo, jaz ne obstajam, nimam nobene avtonomije, nisem specialen, kot piše zaščitni zakon, in če se bomo tle v naših krogih še vedno pravili pravce, potem ne gremo nikamor. Zato ponavljam, preden jaz kaj predlagam, zdaj se prav bojim predlagati. Ma dokazati, da imam prav jaz, je zelo enostavno. Tu pišejo celo v Trento, ki ni imel velikih problemov v šolstvu, ma pišejo v Trento, ker če ne, predsednik Trenta kliče dol in je halo, politični, pišejo ladincem, ki kot imajo manjšo kot mi, piše vsem, ma slovenskega urada ni, ga ni. In torej mi si lahko polnemo usta, da se je ufficio speciale, ker piše zaščitni zakon. Ma jaz, ki živim od tega in delam s tem, imam drugačne težave, zato ponavljam, bi morali začeti resno se pomeniti, kaj pomeni in avtonomija, in šolska mreža, vse te izraže, ki so izrabljeni, in izrabljamo te izraze, se prepričujemo, da je tako. Potem jaz, ki sem vmes, vas skušam šokirati in rečem, gledajte, ki ni tako. Sem bolj prizemljen, ne? Skušam biti bolj prizemljen. Tako da, avtonomija, dragi Walter, kaj pomeni avtonomija? Ne bomo nikoli dosegli to, kar ima Bocen, ker je nemogoče. Ma je nemogoče iz dveh razlogov, z upravnega vidika, ker imajo zakonodajo, ki mi ne moremo replicirati, ker tam je 50 let zakonodaje in ne moremo z enim zakonom rešiti vsta postopek. In si upam reči, da tudi politično nismo tako močni, da bi lahko šli na ministrstvo in rekli, ima Bocen, bi si morali mi usesti in zoblikovati, kaj si želimo, ali katera je naša tista minimalna dostojna meja dostojnosti, pod katero ne moremo kot slovenska šola. Da imamo potem v odnosu do dežele Furlanijske krajine in do ministrstva in, ne bom rekel, paritaren odnos, da ne izgubimo dostojnosti. Evo. V tem trenutku je težko. Tako da ne vem, kaj je avtonomija, ker se moramo mi razumeti, kaj pomeni avtonomija. Zagotovo jaz nisem avtonomen in nisem ufficio speciale. Evo. Če je še kdo? Dejansko zaključ... imamo, pardon. Eno zadevo, pol dopolnilo razmišljanja, ki ga je napravil Igor Giacomini, ki se mi zdi zelo pomembno. Naslov piše zaščitna zakonodaja in slovenska šola in citira zakon 38. Ampak dejansko, zakoni, ki urejujejo slovensko šolo, so tisti iz leta 1971-2012 in tisti iz leta 1973-1932. Tista sta dva zakona realna, ki urejujeta slovensko šolo. In pri tem se mi zdi pomembno tukaj poudariti, kar verjetno Igor ni hotel, mislim, da je ključna tema,
da če mi pregledamo ta zakon med letom 61 in letom 73, bomo videli, koliko zakonskih podatkov, podaktov je bilo sprejetih v tistem času. In torej, v tistem času, v tistih 10 letih, ki je med drugim ste tudi tukaj Goričani bili močno upleteni, mislim na Špiljuga Kacina, so uspeli spraviti eno serijo zakonskih podatkov, ki so uredili mehanizme, na osnovi katerega deluje slovenska šola. Paradoksalno, od avtonomije šolstva dalje, ki so upada v bistvu v zakonu 38, ker avtonomija priznana eno leto in pol prej, mi zakonskih aktov nimamo več in nimamo niti podzakonskih aktov. Razumete, torej, se je spremenil sistem in mi nimamo nobenega podzakonskega akta. Torej, v bistvu, tudi sam urad, v trenutku, ko je nastal, zakaj je nastal tako in ni nastal kot ena direkcione? Je bilo leta 2014, oziroma 13. Kaj smo zaspali? In takrat nobeden je rekel, gledajte, tisti urad mora imeti te karakteristike, ker v zakonu je bil napisan, ko so ga ustanovili, so ga umestili kam? Kot en podurad deželnega šolskega urada. In torej je jasno, da nima nobene vidljivosti. Ne vem, če samo kot dopolnilo, ker dejansko, po mojem, velik problem je ta. Nimamo nobenih podzakonskih in zakonskih aktov od leta 2000 do danes, če vzamemo tisti DM 809. Jaz bi dodal še nekaj. Nočem biti prekritičen do tistega, ki je pisal zadnji zaščitni zakon. Kar je šokantno meni bilo, ker sem se zadevo ukvarjati, je to je res šokantno meni, da kot sem rekel, jaz, deželni urad, ne jaz, kdorkoli, če bi bil Peter, kdorkoli na mojem mestu, razpisuje na podlagi enotnega besedila z leta 94. In tam imamo veliko boljša pravila, kot jih imamo v zaščitnem zakonu. Kar je šokantno je, da mi smo bili vedno oportunisti in se bojim, da smo preveč gledali samo na delovna mesta, ne na kakovost šolstva. In dokaz temu je, da leta 94 smo imeli eno pravilo, ki temelji na zakonodaji iz leta 61, kjer so zapisali takrat je bilo seveda, danes bi bilo neustavno in protievropsko, so zapisali, da so te šole za slovenske državljane oziroma za pripadnike slovenske manjšine. Danes tega ne bi moglo več biti, ampak leta 94 v enotnem besedilu so sprejeli v 425. členu so sprejeli to dikcijo, se pravi za naše razpise na te natečaje. A tali concorsi sono ammessi cittadini italiani di lingua materna slovena. In tu odgovarjam Ilari Bernja, ki me spraševala, kar se tiče otrok v italijanskih šolah in tako naprej. Do sem je bila, ker vprašanje sem že postavil jaz javnosti in bom postavil tudi politikom, moj odgovor je odvisno, kaj hočemo tle naprej. Če hočemo še slovenske šole ali če hočemo šole s slovenskim učnim jezikom, kar je čisto nekaj drugega. Se pravi, če učimo v maternem jeziku in učimo Prešerna, ali pa če delamo tečaje slovenščine. To je drugo vprašanje in to je veliko vprašanje. Ampak leta 94 je pisalo concorsi sono lingua materna. V zaščitnem zakonu, se pravi 7 let kasneje, smo se temu odrekli in smo napisali, da articolo 2 bla 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 della legge 932, ki smo jo takrat priklisali, dopo le parole di lingua materna slovena sono inserite le seguenti, o con piena conoscenza della lingua slovena. Smo se takrat že odrekli politično maternemu jeziku. Zakaj? Iz oportunizma, ker smo imeli za zaposliti tega in onega in tako, da so šli vsi malo noter. Zato jaz ponavljam, razumem, da tle je treba debata velika in debata politična, ampak ko pišeš te zadeve, mora biti nekdo, ki jih zna pisati. Ker se tako odreči maternemu jeziku, potem si bolj, bom rekel po domače, švoh v Rimu. Temu recimo ne verjamem, da južni Tirolci ali pa Ladinci bi se odrekli. Tako. Mi rabimo si razčistiti pojme in mislim, da dotlej jaz si jemljem svoje krivde, ker sem vsak dan postavljam to v zamejstvu na mizo, to zadevo, ker se mi zdi, da šola je ključna. Tako da ne vem, če je krivda ali pa čez 15 let, ko v zgodovini zamejstva bojo rekel, mi razbijamo škatle vsak dan. Sem plačan za to, sem vodja urada in torej moram postaviti te probleme na mizo. Svarim pa politike, krovnike in kogarkoli in tudi tiste, ki mi kritizirajo, da se zmenijo, kaj hočejo imeti. Ker če se ne bomo mi zmenili, kaj hočemo imeti, recimo ta problem o maternem jeziku je ključen z političnega vidika. Za nekatere je tako, za nekatere je drugače. Jaz sem vmes in torej me kritizirajo in eni in drugi. Me je zabavno.
Dobro, se pravi, lahko rečemo, da za bodoče upamo vsaj, da si razjasnimo, kaj smo, kam želimo iti in da razumemo, kaj si želimo za to našo slovensko šolo. Če ni drugega, jaz bi se zahvalila Igorju Giacominiju in bi vas seveda tudi že vabila na mednarodni simpozij ob 100-letnici smrti dr. Gregorčiča, ki bo potekal v petek 5. junija od 16. do 19.30 v dvorani Pokrajinskega sveta v Gorici, kjer bodo spregovorili v dveh panelih. V prvem panelu dr. Ivan Portelli, ravnateljica Elizabeta Kovic ter ravnatelj Peter Černic, v drugem pa profesor Ferruccio Tassin, dr. Matic Batič in dr. Renato Podberšič. Tako da toplo vabljeni. Še enkrat najlepša hvala Igorju Giacominiju, vodja Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu Furlanije Julijske krajine. Hvala tudi vam, ki ste se udeležili v lepem številu in seveda prijetno nadaljevanje večera. Ja, jaz ponavadi najbolj nehvaležno vlogo ima, kdor vodi zadeve. Jaz bi se zahvalil Ilariji, ki je bila kljub vsemu usmiljena do mene s svojimi vprašanji. Ni bilo tako hudo. Hvala, Ilarija.